Nogometaši Radomelj so igrali še tretjo tekmo pred domačimi navijači, tudi tokrat v Domžalskem športnem parku. Olimpija, ki je prvo tekmo zmagala, pa šele drugič, kajti dve tekmi predstavljeni proti Mariboru in proti Kopru. Prva akcija tekme za Radomlje podal je Cankar, na pravem mestu je bil Avbelj, ki je prehitel Šeligo in zatresel mrežo za 1:0. Veselje domačih navijačev v Domžalskem športnem parku. Olimpija boljša v prvem polčasu, napadali so za izenačenje, to je bil strel Šporarja, ki pa je končal visoko čez gol. Tik pred koncem prvega polčasa pa je Olimpija prišla do izenačenja, to je bila lepa kombinacija Ljubljančanov, na pravem mestu pa je bil Aleksander Rodič, ki je zatresel po podaji Šporarja. Veselje v Domžalskem športnem parku, kajti Olimpija je imela kar precej navijačev, ki so prišli iz bližnje Ljubljane. Lepo vzdušje na štadionu v Domžalah, v drugem polčasu pa najprej velika obramba vratarja Drakoviča, ki je žogo izbil v kot. Kmalu pa je bil nemočen po tem prostem strelu Olimpije, izvrstno je ustrelil Omladič in popeljal Olimpijo v prednost 1:2. Še drugi gol Omladiča iz prostega udarca v letošnji sezoni. Olimpija je bila boljša in imela veliko priložnosti v protinapadih, tole je že nova. Še ena priložnost za Ljubljančane, prosti strel je izvajal Omladič, podal na drugo vratnico, kjer je bil Mitrović, na pravem mestu pa na koncu obramba Radomelj. Nova akcija za zmajčke, tokrat je po levi strani potegnil Šporar, našel Kenana Bajrića, ki je bil sam pred vrati in takole premagal še tretjič na tekmi obrambo Radomelj. 1:3, Kenan Bajrić je zabil svoj prvi gol v letošnji sezoni. Vendar tekme še ni bilo konec, to je bil še en nevaren protinapad za Olimpijo. Lepo je podal Omladič, žogo pa je mrežo poslal Marko Vukčević in postavil končnih 1:4. Toča gola v Domžalskem športnem parku, na koncu poraz Radomelj z visokih 1:4, še vedno brez točke. Olimpija pa ima 2 zmagi na 2 tekmah. Ne vem, težko reči. Začeli smo dobro, super povedali. Nažalost je Olimpija pred polčasom izenačila. Nekako pol ta drugi zadetek nas je mogoče malo presekal in se nismo pol več uspeli vrniti. Tako da, ne vem, to je to. Ja, seveda da je bilo. Zelo so nas presenetili s tem zgodnim zadetkom. Potem smo rabili par minut, da smo prišli k sebi. Sreč, da smo dosegli ta zadetek v prvem polčasu. Tako da na koncu smo nekako rutinirano prišli do zmage.